Derek Redmond je bio obetaven mlad tekač. Leta 1988 je sodeloval na olimpijskih igrah u Seulu. Zaradi poškodbe se je morao odreći finalnemu teku. Zdržao je 8 operacij in znova tekao u Barceloni po letne olimpijske igre leta 1992. Bio je u najboljši formi svojega življenja in zlahka je opravio kvalifikacije. Njegovi rezultati su bili tako dobri da su ga ljudje vidjeli kod glavnega favorita za olimpijsko zlato. Končno je nastupio trenutak finalnega teka. Derek si je skupaj s drugimi tekmovalci ogrevao in ob določenem času zauzel svoj položaj ter nestrpno čakal na zvok pištole, ki naznani začetek teka. Tek je začel izjemno dobro. Po kakšnih 200 metrih teka pa se je oglasila njegova stara poškodba. Moral se je ustaviti in leći na tla. Z njegovog obraza je bilo razbrati kako boleča je bila poškodba, a še bolj boleča od raztrgane mišice je bila misel, da su svi njegovi napori, številni treningi, duševne in fizične priprave, ki jih je imel v preteklih 4 leti, zaman. Ena sama poškodovana mišica je prekinila njegove sanje, ki jih je imel od otroštva, in sicer osvojiti zlato olimpijsko medaljo. Tako su svi misli da se počuti. Derek pa je na presenečenje vseh gledalcev počasi vstal in boleče šepal do končne linije. Prošnje organizatore naj se umakne iz tekla so naletele na gluha ušesa. Morda ne bo osvojil medalje, a bo vsaj dokončal tek. 100 metrov pred ciljno črto se je starejšemu možakarju uspelo pririniti med varnostniki. Stekel je proti Dereku, ga objel čez ramena in mu pomagal hoditi. Sprva je Derek odklanjal pomoč tega človeka, a kmalu je videl, da je ta človek njegov oče, ki mu prihitel na pomoč. Tega ti ne treba početi, je rekel svojemu sinu. Moram, je odvrnil Derek. Potem pa bova tek dokončala skupaj in to sta tudi naredila. Nekaj sekund potem, ko sta prečkala ciljno črto, sta bila oba deležna stoječih ovacij 65.000 gledalcev. Res da je izgubil tekmo, pa kljub temu je bil zmagovalec tistega dne. Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. Naše življenje je dolga tekma, končna nagrada pa je večno življenje v Božjem kraljestvu. Na tej tekmi se ne borimo samo sami seboj, okoli nas se zbirajo sile teme in se nam trudijo odvzeti pogum ter skriti Jezusa pred našim pogledom. V takih trenutkih se zdi, da nam upanje upade in se nam polot obud. In ko se to zgodi, se dobro spomniti, da imamo nebeškega očeta, ki stoji ob nas in nam pomaga prečkati ciljno črto. Kdor se z vsem srcem, dušom in umom obrača k Bogu, bo v njem našel mirno varnost, ne glede na veliko svoje bolečine ali preizkušnje. Bog ve, kaj potrebujemo, kaj lahko zdržimo in dal nam bo moč ter pogum, da zdržimo vsak preizkus. V katerikoli okoliščini smo, v tem trenutku imamo ob sebi zanesljivega svetovalca, zvestega prijatelja in usmiljenega očeta. On nas bo odnesel čez ciljno črto. Derek je imel prednost, da ga je na stadionu pozdravilo 65.000 ljudi. V naši tekmi pa so naši strani vsa nebesa, ki nas spodbujajo, da ponižno in zvesto stopamo po poti, ki jo pred nami razprostira Bog.
Odločimo se ostati na Božji strani in naj ta odločitev postane del naše izkušnje že danes.